Umirjen človek je tisti, ki ohranja notranji mir in ravnovesje tudi v vseh stresnih ali pa tistih malo bolj zahtevnih situacijah. No, takšna oseba se ne odziva prehitro na dražljaje, ampak ohranja umirjenost, razumevanje in predvsem premišljenost. Umirjen človek je pogosto sposoben nadzorovati svoje reakcije, prepoznava svoje čustvene odzive in jih upravlja na način, ki ne škodi ne njemu ali drugim. No, umirjenost praviloma prispeva k boljšemu duševnemu in tudi fizičnemu zdravju ter pozitivnim odnosom z vsemi ostalimi. Ja, eno je teorija, drugo pa je praksa. In vsi vemo, da občasno pridejo tudi stvari, ki nas še kako iztirijo. No, danes imamo za vas rešitve tudi za to. A vsekakor, kot prvo, bo potrebna disciplina. Ja, dejstvo je, da umirjen človek lažje in predvsem lepše preživi dan, da se ne miri tako zelo hitro. No, tudi govor je eden tistih, ki vam lahko pokaže, a ste umirjeni ali ne. Naprimer, če govorimo hitro, nam pospeši srčni utrip, postanemo recimo nervozni. Ko pa govorimo počasi, pa je vse drugače. Obstajajo pa seveda tudi nekatera orodja, ki nam lahko pomagajo, da postanemo stabilni in predvsem umirjeni. Recimo, kot primer, vsi jo poznamo, to je hoja, namreč sprehod v naravo vsaj 20 minut dnevno, po možnosti, da seveda izberete gozd, kjer je polno negativnih ionov, ki vplivajo tudi na vaše razpoloženje. Sprehod v naravo je odličen način za sprostitev, za osvežitev uma in povezavo z okoljem. Izboljša seveda telesno kondicijo, izboljša razpoloženje in nam omogoči, da se povežemo sami s seboj. Spodbuja pa nam tudi kreativnost in zbistri našo glavo. In naslednja stvar, ki bi jo morali vsi upoštevati, sta 2 uri brez ekranov, preden gremo spat. Izbira dejavnosti namesto televizije pred spanjem, kot je recimo branje ali pa meditacija, lahko zelo pripomore k boljši kakovosti našega spanja. In ne samo to, modra svetloba, ki odseva iz vseh naših ekranov, pa tablic, telefonov, je neprimerna za naše oči, ki se morajo predvsem navaditi na neko umirjeno svetlobo, zato je rdeča luč veliko boljša. Naslednja stvar, na katero moramo biti pozorni, je spanje v temi. Namreč spanje v temi pomaga telesu, da proizvaja melatonin, torej hormon, ki uravnava spanje. To pa lahko vodi do globjega in veliko bolj obnovitvenega spanca. No, svetloba pa lahko zmoti našo uro telesa, zato je spanje v popolni, čisti temi res pomembno tudi za našo bioritemsko uro. Hkrati pa se bo obenem izboljšala dnevna produktivnost, izboljšalo se bo mentalno zdravje, konec koncev tudi imunski sistem. Med globokim spancem se naše telo popolnoma regenerira, obnavlja in krepi svoje funkcije, kar je lažje doseči v popolni temi. In pa še opozorilo, kar že vemo, pa večinoma ne spoštujemo, je količina spanja, ki mora biti dolga vsaj 8 ur. Naslednja stvar, ki nam pomaga, pa so adaptogeni, recimo tulsi, kordiceps, rožni koren in pa ginseng. Vse 4 sestavine, torej tulsi, kordiceps, rožni koren in pa ginseng so znane kot adaptogeni. To so te naravne snovi, za katere se verjame, da pomagajo telesu obvladovati stres in spodbujajo splošno ravnovesje. No, tu je nekaj informacij o vsaki od teh sestavin. Prva je tulsi, rečemo ji tudi sveta bazilika, je zelišče, ki ima res dolgo zgodovino uporabe v ajurvedski medicini. Velja za adaptogen in se uporablja za podporo imunskemu sistemu, zmanjšuje stres in spodbuja fizično in predvsem tudi naše duševno zdravje. Kordiceps je neke vrste gliva, ki se pogosto uporablja v tradicionalni kitajski medicini. No, verjame se, da lahko podpira vzdržljivost, energetsko ravnovesje in izboljša tudi naše fizično zmogljivost. Kordiceps naj bi tudi pomagal pri vzdrževanju zdravega, močnega imunskega sistema.
No, rožni koren pa je tisto zelišče, ki se tradicionalno uporablja za povečanje vzdržljivosti, zmanjša utrujenost in pa spodbuja telesne in duševne vitalnosti. Rožni koren je predvsem priljubljen adaptogen v ruski tradicionalni medicini. In smo že pri ginsingu, ki je ena izmed najbolj znanih adaptogenih rastlin. Uporablja se namreč za povečanje energije, za posledično zmanjšanje stresa in izboljša splošno počutje. Ginsing ima dolgo zgodovino uporabe v tradicionalni kitajski medicini. Seveda pa ob vsem tem je zelo pomembno, da planirate vaš oddih in to vnaprej. Zelo pomembno je, da si zares vzamete čas zase, da razvijate svoje potenciale in za svoj, preprosto rečeno, dušni mir. Če si tega še niste uredili, potem vas vabim, da si z nami privoščite en tak krasen vikend za dušo, ker boste lahko postavili temelje za naprej, kako pravzaprav bolj umirjeno živeti. Digitalni detoks, ja, čas je, da začnemo živeti tudi brez tehnologije, ne glede na to, kako je to težko, recimo za mizo, celi dnevi in pa ne pozabite ugašati Wi-Fi tudi po noči. No, v sodobnem svetu, kjer smo nenehno povezani s tehnologijo pa spletnimi platformami, lahko digitalni detoks pomaga zmanjšati stres, izboljša tudi našo produktivnost in pa obnovi fokus in pa naše zavedanje. Digitalni detoks vam lahko pomaga vzpostaviti zdrav odnos s tehnologijo, izboljšati produktivnost, zmanjšati stres in pa da se ponovno vzpostaviti povezavo z svojim notranjim ravnovesjem. In pa tukaj je nepogrešljiva tudi dnevna meditacija. Kot vemo, meditacija ima številne koristi, vključno s tem, da zmanjšuje stres in izboljša koncentracijo, poveča naše zavedanje, izboljša naše duševno počutje in spodbuja naš notranji mir. No, zelo je pomembno najti nek pristop, ki ustreza ravno vam in se nekako posvetiti redni praksi, ko boste lahko uživali v njeni pozitivnih učinkih. Začnemo postopoma, torej začnemo z meditacijo, ki je dolga 5 do 10 minut in potem postopno povečujemo. Naslednja stvar, ki nas zelo sprošča in je nepogrešljiva, je glasba oziroma zvok. Poslušanje neke umirjene glasbe, naravnih zvokov ali nekih meditativnih zvokov lahko res pomaga pri sprostitvi in ustvarjanju nekega prijetnega okolja. Čas je, da si privoščite dnevno sproščanje ob glasbi, ki poboža vašo dušo. Ja, in tukaj je še doslednost. To je pa tisti zadnji ključ oziroma disciplina, ji radi rečemo. Če boste namreč samo nekajkrat stvari naredili, se ne bo nič spremenil. Če pa bomo stvari začeli izvajati redno, pa bodo po določenem času učinki zares tudi vidni. No, dejstvo pa je, da je za vsako spremembo potrebna odločitev. Ampak odločitev, ki pride iz vas samih. Stvari ne počnemo zaradi drugih, ampak zato, da spremenimo sebe, s tem pa posledično tudi vse ljudi okoli nas. Ja, ponavadi je res najtežje oziroma najlažje začeti v skupini enakomiselnih ljudi. To lahko storite na našem vikendu za dušo. Celoten program tega vikenda in vse napotke si lahko pogledate, saj veste, na naši spletni strani klepetobkavi.si. Odločitev je samo na vas. Bi radi postali bolj umirjeni in da za vas vsakodnevni izzivi in stres ne pripeljejo do bolezni?